Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav posebna, saj jo z velikim veseljem poklanjam Mili, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljičnemu svetu. Iskrena hvala, Mila, ker skupaj z nami odpiraš vrata domišljije. Tokrat nas čaka zgodba o velikem, strašnem medvedu, ki se ga bojijo prav vse živali v gozdu. Pravijo mu medved velikan, saj je največji in najmočnejši med vsemi. A tudi največje in najtrše srce se lahko nekoč omehča. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Milo z naslovom Kako je medved velikan postal prijazen medu. Medved velikan je največji od vseh medvedov v gozdu. Bojijo se ga vse živali. Kadar lomasti po gozdu, se lisica skrije, dihur zbeži nazaj v grmovje, celo strašni volk jo brž ucvre domov. Medved velikan ima namreč ostre zobe, gromozanske tace, njegova dlaka pa je zelo ščetinasta. Grrr, je najbolj krvoločen medved daleč naokrog. Ko se nekega dne vrne domov, pred svojim brlogom zagleda zibelko. Kaj pa je to? Vpraša z gromkim glasom. Tvoj vnuk, odvrne njegova medvedja hči in mu predstavi mladička. Zdaj si dedek, Bine mu je ime. Medved velikan se ves vesel skloni nad zibelko, da bi si ogledal svojega vnučka. A svojo ogromno postavo, velikanskimi tacami in srhljivimi očmi še zdaleč ni prijeten na pogled. Dojenček pri priči plane v jok. Strašiti volkove je eno, ampak da bi bil tak do otrok, si reče. Že res, da sem največji in najmočnejši medved v gozdu, otrok pa vendarle nočem spravljati v jok. Medvedu velikanu se tako začne prebujati njegova nežna narava. Bolj ko mladiček joka, manjši postaja medved velikan. Medvedji dedek tako postane čisto majhen in mehak, pravi plišasti medo. A mladiček kljub temu še vedno ni zadovoljen. Kaj pa, če je lačen ali žejen? Ali morda osamljen? Medvedji dedek sklene, da mu bo priskočil na pomoč. Uspemo zlesti na rob zibke, od koder svojim najmehkejšim glasom začne miriti otroka. Opa! Na lepem mu spodrsne in v zibki se znajde tudi sam. Približa se svojemu vnučku, ga vzame v naročje in mu zapoje pesmico. Medvedji dedek res zna biti nežen in ljubeč. Tako pomirjen Bine utone v trden spanec.
Kako čudovita in srčna zgodba. Veliki medved nas je naučil dragocene modrosti. Prava moč se ne skriva v strahu, ki ga seješ, temveč pogumu, da ostaneš prijazen in s širokim odprtim srcem sprejmeš ljubezen. Draga Mila, naj te pravljica vedno znova spominja, da imajo prijaznost, pogum in dobro srce neizmerno moč. Včasih so prav te vrline tiste, ki lahko spremenijo celo najmogočnejšega medveda v dobrega prijatelja. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Očka velikan. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Mili, ter pa seveda ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Res čudovita pravljica.